Žene ve, da imam jaz neki zanaju, ker sem dal delati v Ljubljani. Že, da imaš pozabil, s kje prihajaš? Kako je to? Hermanos del Norte. Kako hudo. Kaj to pomeni? Severna brata. Pa The North Brothers. The North Brothers, ja. Kako dober. A to sem vas zdaj po Tulumu s tem vozil? Ne, ni treba, da nova, 20 sponzorov še, ampak lahko pa kdaj imaš, jaz jo bom zdaj imel. Jaz ti videl, kakšen bazen imava klele? Ja, lušten je. Pa ponoči se barve spreminjajo. Evo mu skele pol skočil dol. Ja. Hola. Hola, buenos días. Buen días. Čist prazno gumo imam, no. Ja, da ne pozabim, prišla sva v Tulum. Prva stvar, ko opaziš itak, da je izredno turističen, po mojem še bolj kot Cancun, ima pa mal drugačen vibe. Tulum je definitivno en tistih krajev, ko zjutraj vstaneš, si daš gor majico, se usedeš na kolo in greš na zajtrk. Ja, tako sprejetega se počutiš, veš? Sprejetega se počutiš. Dan so pa ljudje večinoma na plaži, ker je res izredno vroče. Pa se pa proti večeru te bari oziroma gostilne spremenijo v klube in pa se pa žura do jutranjih ur. Moram pa reči, da sva midva kle še v najbolj takem običajnem, kar jih je klubov, ker ostali so pa res, toliko se dogaja, noter so skulpture, labirinti. Taka jungle tema je. Jungle tema je, bi lahko temu rekel. Če bi Tulum primerjal s Cancunom, bi lahko rekel, da je tista bolj taka hotelska, ameriška scena. Tulum so pa večinoma bolj take vile oziroma bungalovi. Bolj me spominja mogoče na kakšen Bali. Veliko se tudi uporabljajo kadila, tako taka spiritualna zadeva. Ob cesti vidiš tudi, da so yoga sessioni. Midva verjetno ne bova imela časa za to. Lahko pa rečem, da mi je sigurno Tulum bolj všeč kot Cancun. Cancun bi bolj z Las Vegasom primerjal, to pa bolj z tropskim paradižom. Tropski paradiž, ja. Tako. Je pa kle v centru mesta toliko ene izbire s tem street foodom, da ne vem, če sem jo še kje to gledal. Od mehiških takosov do kubanskih sendvičev. Vse bi probal, toliko dobro izgleda. Za vse tiste stvari, ki rabiš recept, jih tukaj lahko dobiš brez recepta. Od Xanaxa do rastnega hormona, Viagre, do ibuprofena, steroidov. Tako se mi zdi, da za vsako bolezen v Tulumu rožica raste. Par kilometrov iz Tuluma je pa en naravni rezervat, ki se imenuje Sian Khan. Tukaj smo prišli na eno razgledno točko, ki te mal dvigne in pol šele dojameš, da si sred džungle. Ful je enih ptičev, krokodilov, enih vrst tle. Teh kuščarjev so že tako videla, zdaj pa upava še na kakšne krokodile, kače, neke morske krave. Saj za morske krave još mogo se najbrž potunkati malo. Ja, vse bi se. Pa tudi plavaš lahko tam, čeprav on trdi, da tanka pa plavaš, pa ni krokodilov, tako da
Ne mi govori, krokodil lahko posod plava, tudi tam, kar jaz. Pa tole precej maje, ledo. Dej nekaj, no. Drugač pa ceste po Mehiki so ful v redu. Razen pač tam, kjer niso. Ker tole je pa že tako kot Ukrajina, ali kje so bile, ali Moldavija. V bistvu v Tulumu so najslabše ceste. Ja, vse plombe mi je ven pometali. To sploh se ne neha, ali kva? Veš, kako bi... Najboljše pa, ker imajo še pol ležeče pucaje med temi luknjami. Med vsemi temi luknjami so pa še ležeči plecaji, kada kdo ne bi zabremzal po vseh teh luknjah. Ti veš, kjer avto gre najhitreje po Magadamu? Kjer? Rentakar. So we met these guys who told us that there is an alligator under the water, right? What's hello in Slowenien? Dober dan. Dober dan. Dober Dan. Gerade Vlogger aus Slowenien getroffen, die jetzt hier gerade beim Alligator Gesellschaft leisten. Z cesti se sva dol zapeljala, ker se mi je zdel kar lep razgled. Zdaj se pa Anžetu blazno zanimiva ideja zdela, da bi on gor splezal po en kokos. Daj mi pasti. To sem videl po televiziji, da moraš tako narediti. Za Anko. Ja, adio pas. Najprej strma, grem na uno. Ni mi ratar. Ma pa še tretjo opcijo, tisto najbolj znano. Najmanj fizično naporno za te vročini. Probaš si zdaj. Teče ven! Kva? Ej, tole pa si sera, ne? Koliko je dober. Kako se ti je pa tole zdajle žvajznal? Prav, ne? Mislim, škaj ti jim rekel? Ala ti vera, no. Jaz sem se pa 2 leti nazaj tako mučil. Strah in trepet mehiških Kokosov. In na koncu tega rezervata je pa kraj, ki se imenuje Punta Alan. In ne morem verjeti, da je civilizacija na koncu te ceste, ki se 2 uri voziš po teh luknjah, roke dol, najbolj turkizno morje, ki sem ga videl v življenju. Mislim pa, da mora priti sem vsak, ki se hoče malo umakniti od hrupa, prometa, od ljudi, zato ker midva sva dobesedno sama kle. Islandska stava se nadaljuje. Evo, še eni živali sem dal kapo gor. Kako dobro je! Sem se že pozanimal, kakšne živali živijo kle, pa je rekla, da sam ribe. A bojem še eno zanimivost. Takrat je preletel meteorit v ta del Mehike, ki je zbrisal dinozaure. Se pravi, Mehiški zaliv se je ta del Mehike dvignil in pol je počas dež izjedel te jame. Tako da dostikrat v teh jamah najdeš tudi fosile koral pa tega. Okay, watch your knees here. Okej, Q. Ti pa glavo pazi. Ja, sej pazim. Znam, če me ta džaket gor, rokavčki me gor pritiskajo. Pa kako ona ve, kje je treba iti? Ja, jaz sem se že zgubil. Kakšen je, ta pa je macola. Navki gleda me noge švignali, kam bi bil zakolil. Kako so ostri, no. Fajn za betico razrukniti. To je
jama z netopiri, klele po stropu, jih je ful. Če slišiš jih. Čakaj, da se stopam nekam. Kako se oglaša? Tako sva še bila, a čvajt še en si note pogledati ali ne, ampak tale Dos Ojos pa ne smete spustiti, pa nujno doplačite še zato, da greste snorklat, ker če ne snorklaš je brez veze, ker je pač jama kot jama. Po naj bi pa najna vodička peljala čez različne prostore, jamo z netopiri, po mojem najbolj od vseh sinotov. Najbolj lušten je pa, ker ne moreš faliti, kje se da Coca-Colca kupiti. V takih trgovinah. To oni sami narišajo, veš, te poslikave. Dobar dan. Hola. Kaj pa največji hudič? Največji hudič je pa to, kar si ful želim Coca-Colo iz steklenice piti. In mi nikjer ne prodajo, ker moraš prinesti prazno steklenico, ampak misterij je to, kje dobiti prvo steklenico. To je pa noro. Una Coca-Cola, por favor. ¿Con el envase todo? No. Ah, entonces serían dos. Pensé que una vez ¿dónde lo toman? ¿Dónde lo van a tomar? ¿Acá? Mogoče mi bo prodala. Ah, 2 semanas. 15, 20, 30. Gracias. Gracias. To videl zdaj na kamero me je paratal. Tole pa paše, veš, steklenica je čisto druga. In dobila sva prvo steklenico, zdaj lahko pa to kupujeva skozi. Očitno je tako, da moraš imeti srečo, da dobiš prvo, pa si pa rešen. Mi zdi pa zelo pomemben podatek. Jaz, preden sem šel v Mehiko, me je bilo ful strah zaradi opreme, zaradi ruzaka, zaradi laptopa in vsega tega, kar jemljaš s sabo. Sem rekel, a je to varno ali ni? In moram reči, da v 14 dneh nisva dobila niti enkrat občutka, da bi kdorkoli kaj gledal mojo opremo, da čez vedno te samo pozdravijo nazaj, pa se ti nasmejejo. Hola. Hola. Una coca. Una coca. Si. Sí. Regálame una coca. Ah, zanga. Por ahí en Chanchín. Chanchin? Sí. What is that? Ahí más. El fondo más allá. Ah. Salut. Jaz sem povzel zdaj Kristal, neko njihovo Coca-Cola. Cristal. Kristal. Sí, cristal. Está bien. Me estoy yendo, yo más allá más. Allá en Chanchín, ¿no conoces Chanchín? No llega. Najin dopust se zaključuje, tako da sva rekla, zadnje 2 dni greva za piko na i na en otok, tako da sva vzela ferry, ladico. Precej velik otok, ampak še vedno dost majhen, da gor ni prometa. Imenuje se Isla de Olbos. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn to sun. Were high on me, wanted to hike with me. Take me back to Mexico, that Ok, narobe sem dojel, je promet tle gor, ampak ne moreš rentati svojega avta. Tako da vse temelji več ali manj na tehle golf kartih. Gracias. 2 evra. A tukaj zdaj stanujeva? Casa Maja. Kašno ključe, spet A vi ste pa Slovenci, ali kaj? Lega se rad. Žiga je priporočil tole sobo, je rekel, da je klele super Čudovito. s pogledom na vodo. Ne? Ja, samo ene 6 kač je noter, pa Ne. zelo je lepo. Ti, poslušaj, če ni to nek nivo, takole kavica, noge v milki, na plaži zajtrk. Drugače pa čivave so mehiški psi, katerih ime izvira po pokrajini Čivava. Kaj bi si mislil, da je to mehiški pes, ne? Niti malo. Veš kva, ne? Če sva pa na dopustu, sem pa rekel, peš pa nova hodila. Tako da sva rentala zdaj ta golf avto, to je pa zdaj malo drugače, veš. A imaš troblo? Tako je. Kar Schumacher naš. Schumacher. Ja, je kar ringelšpil tole, ne. Zaviješ levo, gre naravnost, pa čakaš, da bo počas zavil. Tako malo zamikom, kakor ping po igricah.
kar English pri, no. Ja, to je navaren model. To je Holbox, kaj ne rečem. Vesel sem, da ga nisva spustila. Če bi vedel, da je to luštan kle, bi si vzel mogoče še kakšen dan, dva več, zato ker daš res vse štiri od sebe. Tukaj je dopust. Tako da, če boste na jugu Mehike, nujno pejte še sem za par dni. Je tisti rajski oddih. Nič ne delaš, ješ na plaži, se imaš lušten, malo se sončaš. Zjutraj si daš majico gor, narediš 5 korakov do plaže in ješ tam zajtrk, Tatjanca. To je to. Si res, pa obvezno si rentite golfkart. So different from when we started off. Now we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to call. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn to sun. You were high on me, wanted to hike with me. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn to sun. You were high on me, wanted to vibe with me. Najin potovanje se zaključuje, 14 dni, premalo, bil bi še leta raj, no. Loving you was such a bliss.